Lep dober večer, evo zdaj me pa vidite v zimski bundi, enostavno zaradi tega, ker me tudi slišite, da sem majčkeno rahlo zahripla, pravzaprav ravno včeraj sem dobila glas nazaj od petka. Tako da lep pozdrav, lep dober večer v tem četrtkovem rednem oglašanju tudi na onaon.com, na uradni Facebook strani OnaOn, torej vsi, ki ste samski, lep dober večer. Moje ime je Jerneja Krapše, sem mentorica pri ustvarjanju novih idealnih partnerstev, pravzaprav pri tistem delu, pri spoznavanju idealnih partnerstev. In že v članku, ki ste ga lahko prebrali na onaon.com v magazinu, ste lahko videli, da sem vam kar napisala konkretno dosti pod tole temo Ljubezen premaga vse in to podnaslovila z in potem svizec zavije čokolado, se veste, ne? Ljubezen premaga vse je ena zelo, zelo dobra rečenica, izrek, ki drži, samo če so zraven tudi konkretno in tako, kot je treba, postavljeni temelji. In o tem bom danes govorila. Namreč, ljubezen premaga vse samo takrat, kadar sta si dve osebi, ki si delita življenje, ki si delita strasti, ki si delita najintimnejše kotičke življenja, razmišljanja in tako naprej, res kompatibilni. Ampak to se skorajda ne more spoznati v roku nekaj ur, nekaj dni ali pa nekaj chatov ali pa nekaj SMS-ov predanih in tako naprej. Obljubljala sem vam tudi že v moji skupini Idealni na poti, kamor ste vsi vabljeni, kjer je vsak dan kakšen nov nasvet, čisto brezplačen seveda in kjer vsakemu, če želi, tudi odgovarjam vsak ponedeljek zvečer na vaša vprašanja, ki mi jih lahko še vedno pošiljate na jerneja@idealni365.si. In tam sem napisala danes, da bom govorila tudi o tem, da sem malo izgubila rdečo nit, torej kaj je tisto, zakaj to pomeni, da svizec zavije čokolado, zakaj ljubezen dejansko ne premaga čisto vsega. Zakaj je to, da ko človek misli, saj če bom samo da imam partnerja, ne, toliko mi poveste, samo da bi nekoga imela, ne, zdravo Srečko, pozdravljen, no Srečko, pa vsi ostali, ki gledate zdaj, ali pa če boste gledali kasneje v posnetku, dajte odgovoriti, česa si pravzaprav želite, zakaj pravzaprav hrepenite po tem, da najdete svojega idealnega partnerja. Vem, da marsikdo bo rekel, vseeno, če je idealni, samo da bi imel že nekoga enkrat, ampak verjemite mi, da tega sploh nočete. Niti slučajno. Jaz iskreno verjamem, da je veliko boljše biti samski in, ne bom rekla ravno osamljen, pa če tudi se osamljen počutite, kot pa biti v zvezi in biti v zvezi z neidealnim partnerjem. Ker že z idealnim partnerjem pride do marsikake težave, ki pa so veliko lažje rešljive in veliko hitreje rešljive in veliko lažje potem ostaneš dlje v taki zvezi, kot pa, če se v zvezo podaš samo zato, ker misliš, da ker boš imel zvezo, boš imel tudi več občutka ljubezni, ker potem večinoma hrepenite, da boš bolj sprejet, da bo tam nekdo, ki te bo čakal. Tam bo nekdo, ki te bo čakal, samo če mu boš dovolj všeč, da te bo čakal. In 396 milijavžent vas mi stalno reče, da kaj, če pa na tem OnaOn ali pa na Baduju ali pa na kaj zvem kjerkoli že, ni nikogar pametnega, ne? Ali pa recimo, ravno prej sem dobila že komentar, ko sem povedala, da bom danes live in govorila o tej temi, torej ljubezen premaga vse in da je to ena čista izmišljotina, napisala, ja, če pa mesec dni, 2 meseca smo še skupaj, potem pa kar naenkrat izginejo. Naj vam povem, da to, da človek spozna zase idealnega, je dan današnji pravzaprav lahko, pozdravljena Ljubica, je lahko danes konkreten izziv, če vas ne bi bilo toliko na OnaOn. Danes sem ravno slučajno pogledala in sem videla, da je 885 aktivnih članov in pa 170 tisoč takih, ki ste prijavljeni v OnaOn na tak ali drugačen način.
Se pravi, aktivni ali neaktivni nima veze, ampak če je 885 ljudi aktivnih, to pomeni, da imate koliko, če je polovica in polovica moških in žensk, imate več kot 400 ljudi samo na on, ki so potencial za vašega partnerja. Vi pa si želite samo enega idealnega partnerja. Ne? Tako da obstaja, že samo ta matematična logika vam pove in da so šanse zelo velike. Vendar pa je res, da ga je težje najti. In danes sem rekla, da bom govorila o tej temi ljubezen premaga vse, kar je, tako kot sem rekla že parkrat, zdaj čista izmišljotina in to naslovila z potem pa svizec zavije čokolado. Ne? Ker gre resnično za to, da vam bom govorila iz svoje lastne izkušnje. Če nimate zase idealnega partnerja, bo kakršenkoli izziv se bo že zgodil, izjemno, izjemno težak. Kako veste, da imate že v prvih dnevih, ko ste se začeli spoznavati zase, z želenim, bom rekla, idealnim partnerjem, ne? S takim kot si ga, sanskim partnerjem, kako veste? Prvo kot prvo tako, da imate mogoče ob sebi kakega dobrega prijatelja, ki vas bo vsake toliko cajta, ko boste imeli zaljubljenost, fazo zaljubljenosti in ga boste dejansko poslušali. Prosim, naj ne bo to mama ali ata. Fino je, če je neka čisto nevtralna oseba. Zakaj? Ker takrat, kadar ste zaljubljeni, nosite dejansko rožnata očala in to ni izmišljotina, vsakič to govorim. Govori za to, da govorim o tem, da se v nas zgodi en koktejl hormonov, ki jim podležemo, ne moremo nič proti temu, to je pač naravno in izključijo se naši klikerji, ne vemo, ne zasledimo tistega, kar je treba zaslediti. Vedno, kadarkoli se pogovarjamo, že na brezplačnih posvetih, telefonskih ali Skype, nima veze, vsak je dobrodošel, naredimo konkreten načrt. Kako bi delali naprej, korak po koraku, torej korak po koraku, da bi zares spoznali ali pa lahko spoznali zase idealnega partnerja. Predvsem prepoznali v množici, še enkrat bom uporabljala številko aktivnih članov, 885 na on, ki iščejo, kako boste prepoznali zase idealnega partnerja. S tem, ko rečem idealnega partnerja, mislim takšnega, ob katerem bo vam lepo, ki bo vam dajal kar naprej ta občutek, da si želi biti z vami, ne tisti občutek, ne, ampak da si želi biti z vami, ne, na tak način, da mu pomenite vse, da ste njegova prioriteta in morate biti njegova prioriteta in s tem mislim pred mamo in očetom, ja, o tem bomo kdaj drugič, ampak nima veze, s tem, da se ob njem ne počutite kakorkoli ogroženi ali pa morate, ne vem, čekirati, kje je ali pa karkoli takega, to je bolanost, ne, to ni idealna zveza, kakorkoli že. Ne? S tem, da imate občutek, da vas nekdo občuduje, da vam, meni je zadnjič ena tako super povedala na brezplačnem posvetu, je rekla, želim imeti moškega, ki mi bo dal veter v krila. Ja? In to je to. In sem prepričana, da tudi moški želite imeti ženske, ki vam bo dal veter v krila. Ja? Ampak najprej morate najti takega človeka, ki bo to naredil. V članku, ki ste ga lahko prebrali v magazinu na onon.com, sem pisala o mojih težavah, o mojih poporodnih težavah in o tem, zdaj vam bom prvič v življenju javno tudi priznala, kolikokrat sem pomislila v tej najni kratki zvezi, odkar jo imava skupaj z Mitjem, da pa morda ni pravi zame. In zdaj si predstavljajte, da kakšno težo življenjsko nosi tudi na svojih plečih moški, katerega ženska ali pa žena v javnosti pred več tisoč ljudmi govori o intimi najinega skupnega življenja. Ne o seksu, ampak o najinem ljubezenskem življenju, o najinem partnerstvu. Razkriva te zadeve. Moški tega tako ali tako nočejo razkrivati. Ženske se hočemo o tem pogovarjati, ker hočemo zvedeti razloge in tako naprej. Ampak, če nekdo ne pove odkrito nekih stvari, kaj se v resnici dogaja, drugi ne boste dobili pravega občutka, kaj lahko pričakujete in kaj je resnično
in boste mogoče še vedno pričakovali v oblakih, kaj zvem, kaj se bo zgodilo. Zato sem se odločila, da vam povem v resnici, kako je. Ko sem se jaz odločila, oziroma spoznala mojega dragega Mitja, sem vedela, da je to človek za mene. Prvič, ko sva se skupaj, ko sva se spoznala. Zato, ker je prvič v življenju se mi zgodilo, da je danes moj moški padal v mene, v smislu, da me je resnično poslušal, sva padla v debato in je ura tako hitro minila, da sem prvič v življenju pozabila in skoraj zamudila na nekaj, kar mi je zelo pomembno, neko izobraževanje. In izobraževanje so v mojem življenju top lestvica. In sem skoraj pozabila. Nisem mogla verjeti. Na kar sva se dobila še njih parkrat in jaz vam lahko povem, da sem se zaljubila v tega človeka preko ušes. Tako zelo, da ko mi je bilo jasno, ne, da so neke stvari na moji listi, kot je, jaz zelo rada potujem, oziroma mi je zelo, ni noben problem, da grem kamorkoli, kadarkoli in se preselim 100 000, ne vem koliko kilometrov stran, sploh ni problem. Veste, da sem živela 9 let v Grčiji in šla sem tja, zato ker verjamem ljubezen. Zato ker če mislim, da je nekaj zame usojeno, oziroma mi idealno, mi namenjeno, bom to poskusila, ne glede na ceno. In sem. Imela sem 1000 evrov v žepu, prodala sem vse, nisem imela zagarantirane službe, šla sem v XY deželo, ki je sploh nisem poznala, zato, ker sem bila takrat prepričana, da je Janis, moj bivši mož, zame pravi. In ja, bila sva skupaj 8 let in v tistem trenutku je tudi bil pravi. Je bil v tistem trenutku, zato, da sem jaz lahko zrasla tako, kot sem morala zrasti. Zato, da sem prišla do tega, kar je zdaj pomembno, kar vam moram danes povedati. Ampak vam bom še povedala malo kasneje. Zdaj vam moram povedati še naprej. Ta ljubezen in zaljubljenost je trajala kar nekaj mesecev pri meni in zelo hitro se je tudi zgodilo to, da sem postala noseča, zato ker so si oba želela. Ampak res pa je, da če bi zaljubljenosti ne bilo, ne vem, če bi midva ostala skupaj. Zakaj? Zato, ker potem, ko sem jaz začela, ko sem bila noseča, je to čisto nek nov način življenja. Za žensko je to konkreten, ne, zame sploh, jaz si nisem želela, ni bilo za mene na prvem mestu, da sem jaz mamica. Jaz sem karieristka, dam v navednice, vam bom kdaj drugič razlagala, ampak jaz sem ženska, ki me zanima vse, ženska, ki bi cele dneve samo delala, ampak ne garala, pač pa zanima me vse, jaz nimam miru. Moj dragi pa pride domov, leže na kavč in je kot moj ata. Glejte, naredil sem svoje, zdaj pa mi dajte moj mir. In jaz tega ne prenesem. Ne? Jaz si želim, da jaz skupaj s svojim dragim delam neke načrte, akcije, sem in tja. In to se mi je zdelo nemogoče. Nemogoče tudi zaradi tega, ker sem bila noseča in sem po 16-18 ur na dan spala. Jaz nisem mogla živeti. In to je meni bilo rezanje mojega življenja. Zdaj si pa predstavljate, ko ima nekdo tako zelo rad življenje kot jaz in ni v prvi vrsti uperjen k temu, da bo mamica, ampak postane noseč, še vedno blagi zaljubljenosti, po drugi strani pa na nek način postaja malo že skoraj da zaskrbljen ali pa malo zameri moškemu, ki pa tega nima. In si mislim, hudiča, jaz sem prišla v Slovenijo zato, ker bi rada tukaj naredila svojo kariero, začela svoj biznis in te zadeve, zdaj pa sem noseča in zdaj vem, kaj se mi dogaja, bla, bla. Ne morete si predstavljati, kaj se to dogaja v glavi ene take ženske, kot sem jaz. Imela sem vse, imela sem denar in še danes ga imam, imela sem kariero, imela sem uspeh, čist lepa sem, čist fajn mi je, čist vse je okej. Ampak taka zbrka v glavi in to se je potem nadaljevalo. Rojstvo, prvo leto otroka in tukaj pride en koktejl čisto drugačnih čustev potem vmes. In ja, tako kot sem napisala v članku, ki ga lahko preberete še vedno na onaon.com, res sem se na čase spraševala, na hipe sem se spraševala, če bova ostala skupaj. Kljub temu, da imava glavne cilje skupne, kljub temu, da so najine vrednote tiste, ki so naju že od začetka držale skupaj. Temu se pa reče se pravi želja po dolgotrajni ljubezni, želja po tem, da vzdržuješ ljubezen, želja po tem in pa, bom rekla, resnično tisto zaupanje, da veš, da je to.
in da greš skozi neke drugačne načine oziroma druge življenjske razmere, ki samo oblikujejo tebe kot novo osebo, kot mamico, kot ženo, kot partnerko, kot družinskega človeka, kar prej jaz nikoli nisem bila. In ja, te spremembe se zgodijo, zato je tako zelo pomemben tisti del, v kateremu pa sem hotela pravzaprav priti od začetka, ampak je pomembno, da vam povem to vse skupaj in da vam iskreno povem, kako je na stvari in kako vem, da je na stvari vedno in na kaj bodite pripravljeni. In to je, da tisto, ko sem rekla, da sem šla v Grčijo, kamor sem morala iti in je bil moj bivši mož takrat definitivno prava izbira zame, ker sem zgradila in usposobila v sebi tisti del sebe, za katerega nisem vedela, da sploh obstaja in da je edina in najpomembnejša, in še enkrat poudarjam, edina, in še stokrat bom rekla, edina moč, ki jo vsak človek v sebi ima. Ne samo ženska, ne samo moški, ne samo otrok, vsak človek v sebi jo ima, samo najti jo mora. In zaradi te moči sva midva še vedno in bova skupaj ostala, dokler bova hotela skupaj rasti in hoditi po enakih stopnicah. Rasti oziroma se vzpenjati po enakih, ne preskakovati en 16 stopnic, drugi pa biti še vedno na pročelju stopnic. Ampak iti skupaj, z roko v roki, z istimi cilji, s pogovori in tako naprej. Zakaj? Kaj je tista ena sestavina, ki jo morate absolutno obvladati, jo zabetonirati, narediti iz nje najbolj zakoreninjeno stvar vašega življenja, če hočete, da boste zaradi nje tudi takoj prepoznali že v prvem, recimo, mesecu, kar je najdlje, če boste resnično se konkretno spustili v spoznavanje, če je ta druga oseba, ki jo spoznavate trenutno, ki ji želite reči svoj idealni partner, resnično prava za vas. In to je, da postavite konkretne, močne, lastne temelje. Da vi spoznate, kdo ste in da vi v tej svoji moči tudi trdno ostajate. Najprej notranji. To so, moja mentorica za podjetništvo, doktorica Martina Zorc pravi, to so notranje strategije in resnično so. Če to ni poštimano, ne boste nikoli vedeli, ali je tista oseba na drugi strani za vas zares idealna. Zakaj? Zato, ker to se je izkazalo pri meni in pri tem, ko sem jaz spoznavala mojega dragega, mojega Mitja. Ko ste vi resnično živite v svoji moči, ko resnično živite tako, kot si sami želite, ko resnično izkoriščate vse tisto, kar vam je življenje ponujalo ves čas in vam ponuja še zdaj in v čemer vi uživate, ko resnično veste, kaj hočete, takrat ste v svoji moči, takrat dajete od sebe najbolj fenomenalno, blaženo, najbolj močno energijo, kar jih je. In to je tista energija, ki se ji reče vibracija, kot sem ostalim, ampak vibracija, ki oddaja od vas, vaša frekvenca. In vsi tisti moški, ki prihajajo v vaše življenje, ki vas, všečkajo, ki se vam približujejo, ki vas ogovorijo, so vedno na isti frekvenci. Vedno. Ne bodo vas ogovarjali ljudje, ki niso na isti frekvenci vam. Zakaj mislite, da ko sem jaz sama sebe zastavila, naredila ta prvi korak, ta najpomembnejši korak, zastavila, zabetonirala, se spoznala, pri meni je to trajalo več kot 7 let, sem spoznavala, še potem je pa še dejansko se zgodilo v 6 tednih, ko sem videla, kaj je sploh pomembno, da narediš ta preskok, zakaj, kaj pomeni 6 tednov sebe betonirati in se zabetonirati in biti resnično v tej vibraciji skozi, ali pa če padeš, da točno veš, kako boš prišel nazaj. Ja? Zakaj se meni zgodilo, da sem 15 let prej, kar naprej imela še vedno željo po čisto istem človeku, po takem idealnem, kot ga imam danes, kot sem ga potem našla v manj kot 2 mesecih, pa ga nisem nikoli našla. Našla sem same take, ki me niso izkoriščali, ampak sem jim jaz dala dovoljenje, da so me lahko izkoriščali.
Ja? Ena stvar je, da so oni izkoriščevalci, še vedno mislim, da niso, noben od teh ni bil, vsi so super ljudje, ampak so samo takšni kot vsi ostali, egoisti in naredili tisto, kar je pač njim bilo najbolj ugodno v tistem trenutku. In jaz sem jim to dovolila. Kaj vse sem naredila in kaj vse je bilo, ne? Recimo, če vam samo povem, da sem recimo 3 sezone delala na Samosu pri mojem bivšem možu, ki mi sploh ni dal plače, ne? Ker sem rekla, se si bogi, bog ne daj, gledaj, ti samo da boš poravnal račune, po drugi strani pa zvem, kar ni pomenilo, da ni imel denarja, kar je on skozi govoril. Zato sem jaz rekla, ne rabiš, saj boš, ko boš, ne? Ampak je pa imel 12 000 evrov v eni sezoni, ki jih je dal svojemu bratu, zato da bi se on kao poročil, potem pa je šel na razen svojo ženo, svojo bodočo ženo, danes nista več skupaj, in je šel pač, narediti neki padalski tečaj, pa kaj zvem, kaj še vse. Glavne tistega denarja ni bilo nikoli več nazaj. Skratka, pustimo to. Jaz sem to dovolila, ker sem to verjela. Ko sem začela verjeti druge stvari, so se druge stvari dogajale. Zato to je en in najpomembnejši korak, ki ga morate narediti, če želite, da bodo v vaše življenje zares začeli prihajati moški, ki jim pa za vsako črko te besede lahko brez težav rečete zate idealen partner ali pa zate potencialen idealen partner. To je treba narediti. In tako kot sem zapisala v tem zapisu, izjemno sem ponosna zaradi tega, ker vam lahko povem, da vam bom dala v juniju, kar 2-krat na voljo, en masterclass in sicer se mu reče več ljubezni, več življenja in manj osamljenosti. Več ljubezni, več življenja, manj osamljenosti. To bo 3-urna konkretna delavnica in najbolj učinkovit način, da v svoje življenje takoj, že včeraj, ker vsak bi rad že včeraj to naredil, manifestirate svojega sanjskega moškega, zato da boste končno čutile, kaj pomeni biti v celoti sprejeta, res sprejeta in cenjena točno taka kot si, točno to, o čemer sem govorila, brez tistega mučnega spoznavanja preštevilnih, vedno istih, logično nepravih moških, ne? S pomočjo, jasno, nove metode Idealni, ki je tudi meni v 3 mesecih prinesla meni idealnega moškega. Ja? In zakaj sva ostala skupaj? Zato, ker sva dejansko imela poštimano tisto, kar je najpomembnejše. Kaj pa to je, pa vam bom povedala na tem masterclassu. Kdaj in kje se bo ta masterclass dogajal? Zaenkrat vam lahko povem, da nekaj zelo lepega pripravljajo na On za vas. Ne vem, če že lahko povem, ampak mislim, da bomo tam 7., 8., 9., 10. šli v Vodice skupaj in boste vabljeni. 16. junija pa tako ali tako že veste, da se pripravlja tudi veliki piknik v Mengšu. In če boste želeli, boste lahko pred tem piknikom že tudi sodelovali na tem velikem 3-urnem skupinskem sicer masterclassu, ampak 1 na 1. Točno to se bomo učili, kar sem vam povedala. Kaj več vam bom povedala, kdaj drugič, ampak samo ena stvar je. Gre za, pri meni jaz vedno, kadarkoli delam delavnice oziroma masterclasse, jih delam zato, ker hočem dati neko vrednost, kar pomeni. Jaz nikoli ne predavam ali pa motiviram, ampak vedno naredim tako, da ko boste iz tega masterclassa šli, boste imeli nek točno določen načrt, kako se vam lahko zgodi nekaj hitreje, kako lahko pridete do tistega rezultata, ki ga hočete. In ta rezultat je, da spoznate zase idealnega partnerja. Ja? In še ena stvar je, tako ena kot druga delavnica bosta zastonj za vas onovce in pa tudi za moje stranke ali pa potencialne stranke, ki so me prepoznale kadarkoli. Je pa res, da bo zelo omejeno število mest, kar pomeni, da bo od najmanj 8 do največ 10, kar pomeni, če vas bo prijavljenih manj kot 8, odpade, in če vas bo prijavljenih več kot 10, bom izbirala. Ja? Kako se boste prijavili, vam bom povedala, vam bom napisala link oziroma vam dala link do prijave, ker brez prijave pač tudi ne morete do tega priti. In sicer jutri nekje okoli poldneva bom tudi tu noter
dodala ta link, da se boste lahko prijavili, sicer pa boste o tem zvedeli še na Jerneja Krapše Facebook strani, pa tudi v skupini Idealni na poti, lahko pa seveda me tudi po mailu mi pošljete na jerneja@idealni365.si, ker resnično tudi tokrat vam povem, da ne bo šlo potem, kdor prvi pride, prvi mail je, ampak bo šlo potem, da bom, jaz vedno to naredim, izbrala, ja, med vsemi tistimi, ki se boste prijavili, ker boste morali izpolniti tudi en vprašalnik, čisto kratek, samo zato, da vidim, če ste pravi. Ja, ker vem, da vas hoče veliko priti do idealnega partnerja, pa spoznati način, kako priti do njega, ampak, če želite to narediti, morate biti pripravljeni tudi vi vložiti nek del energije in tokrat finančne energije ne bo potrebno vlagati. Okay? Tako. Link torej do te strani, kjer se boste lahko prijavili, vam pošljem oziroma posredujem jutri. Našli ga boste tudi na onaon.com v mojem kakem članku. Drugače pa, kot sem že rekla, pišite mi na idealni365.si. Jaz verjamem, da se bomo videli tako v Vodicah, kot tudi v Mengšu. Sicer pa še enkrat, najosnovnejša zadeva, ki jo morate narediti za to, da boste zares k sebi privlačile, velja tudi za moške, takšne potencialne idealne partnere in samo takšne, ki bodo na vaši frekvenci, ki bodo vaše res idealni želeni partner, sanjski partner, morate najprej vi postati to, kar vi želite, da je vaš sanjski partner. Enostavno kot keks, ni pa lahko, traja nekaj časa in treba je nekaj narediti. Kaj točno, pa se bomo delno učili tudi v masterklasu. Lepo se mejte in lep četrtkov večer. Čau!